Jadralno letenje ima v Celju bogato tradicijo. Začetki segajo v leto 1928, ko so se ob splošni kampanji v večjih slovenskih mestih ustanavljali aeroklubi. Materialne baze ni bilo, pa tudi znanja ne. Imeli so voljo, vztrajnost in željo po letenju, ki so jo uresničili z gradnjo drsnega jadralnega letala. Prve drsne lete so opravili s pomočjo gume. Ti skoki so bili precej trdi, zato so po vsakem eksperimentu imeli precej dela s krpanjem. Vojna je aeroklubu uničila arhiv in vsa materialna sredstva, zato se je po njej vse začelo znova. Generacije ljubiteljev letenja, ki so se v aeroklubu zvrstile, so ustvarile pogoje, da se lahko danes pohvalijo in pokažejo, kaj imajo. Geslo "Nič ni nemogoče", to je Aeroklub Celje, velja še danes. Vsako novo sezono pričnemo v učilnici. Začetniki poslušajo predavanja iz letalskih predmetov, kot so aerodinamika, meteorologija, navigacija, letalski predpisi, uporaba padal in podobno. Začetniški tečaj se zaključi z internim izpitom. Dober večer, spoštovani člani AK Celje. Danes bomo imeli krajše predavanje o zračnem prostoru. Predvsem tukaj, kjer smo mi doma, nad Celjem oziroma nad ožjem področju našega letališča. Konec marca, ko sonce že pošteno greje, se piloti zberejo na tehničnem dnevu. Vsa jadralna letala razporedijo na ploščadi, jih očistijo, podmažejo in po podrobnem pregledu sestavijo. Tudi hangar in okolico očistijo, saj se je prek zime nabralo veliko listja in zlomljenih vej. Ko končajo vsa opravila, se letalska sezona lahko začne. Spomladi je vreme za dolge prelete ponavadi zelo primerno, da se lahko mi odločimo in pripravimo naše letala in se potem tudi odpravimo na dolge prelete. Z Erasmusa se za današnji dan odločila cilj povratek v dolžini 600 km, Bruniko in nazaj. Vodo natočimo v jadralna letala, da predvsem povečamo njegovo prodornost in njegove hitrosti med samim planiranjem, kar nam na koncu dneva omogoči tudi daljše prelete.
Jutranji čas je najbolj primeren za osnovno šolanje. Ozračje je mirno, tako da tečajniki občutijo vsako reakcijo jadralnega letala na premik krmilne palice. Aeroklub Celje je edini klub v Sloveniji, ki za osnovno šolanje uporablja avtovitlo. Prednost takega načina šolanja je v tem, da tečajniki v zelo kratkem času dobijo dovolj vzletov in pristankov. Ko usvojijo tehniko pristanka, avtovitlo zamenja motorno letalo. Vlečna naprava Hercules 3, ki jo imenujemo v aeroklubu krajše vitla, je nepogrešljiv del vsakega šolanja jadralnih pilotov. V osnovnem principu je delovanje te naprave enako kot spuščanje zmajev v zrak. To pomeni, da operater, ki je na vitli, preko navijalnih bobnev in pletenice, ki je povezano na jadralno letalo na drugi strani letališča, le to z zelo močnim motorjem, gre za 13.000 kubično in 130 konjev močno dizelsko napravo, ki se uporablja praviloma v kamionih. Po signalu se štarta, doda plin in ta zelo močen motor pospeši jadralno letalo v 4 sekundah do hitrosti 100 km/h in v manj kot pol minute jadralno letalo doseže višino skoraj 300 metrov. Gor pa letiš ne več kot 100, pa ne manj kot 90, tam mes bo čisto vedno. Še tole bi dodal, da smo se te obremenitve vlečene žice tudi pomagali za malo časa s konjem. Potem smo pa končno dobili neko čudo, ko smo ga imenovali Texas. To je bila šasija avtomobila na 4 kolesih, ki je imela samo še motor gor, eno čuden volan, pa kovinsko sedalo. Pletenica, s katero vitla povleče jadralno letalo v nebo, se včasih tudi strga. Oba konca s posebnim postopkom pletenja ponovno spojijo in letenje se lahko nadaljuje.
Pravkar smo končali šolanje na vitlo. Pri vitli nismo imeli nobenih težav. Začenjamo z šolanjem v aerozapregi. In ko bodo imeli kandidati 10 samostojnih štartov, bomo tudi za aerozaprego, upam, da uspešno zaključili. Tečajnike naučijo letenja za motornim letalom v coni in šolskem krogu. Za vse udeležence je najbolj razburljiv prvi samostojni polet, ki ga tečajniki opravijo potem, ko so obvladali vse elemente šolskega letenja.